In smo že nazaj, z mano je naslednji gost, spet ena tema, ki jo obožujem in to je odbojka. In bom kar naredila tale uvod, ki se mi zdi tako zelo dobro napisan. In sicer legendarni odbojkarski trener Viktor Krevselj je pred leti dejal, da odbojka ni šport za zaspance, temveč za kreativce in igralne genije, ki zmorejo reševati težke situacije v pogojih vse večje hitrosti, saj žoga leti s hitrostjo večjo od 100 km/h na razdalji 18 metrov. Že nekaj desetletij temu poslanstvu sledijo tudi v odbojkarskem klubu Črnuče, danes članu prve B državne odbojkarske lige, ki se lahko pohvali s skoraj 150 registriranimi igralci v vseh starostnih kategorijah. Več o samem delovanju kluba in njegovih ciljih nam bo pa v prihodnjih minutah povedal Gregor Kumer, ki pa je predsednik OK Črnuče. Lepo pozdravljeni. Živijo vas, majstri. Zdravo. In verjetno besede Viktorja Krevslja niso naključne, glede na to, da jih imate zapisane na vaši spletni strani, ne? Ne, vsekakor ne. Zdaj, Viki je v slovenskem športu je kar nekaj dodal, da ne govorim, da je v slovenski odbojki napisan z zlatimi črkami v zadnjih 50 letih, je ikona tega športa in je sigurno doprinesel vsem tem uspehom, ki se še danes žanje v odbojki, ne. Hkrati pa je bil on tudi v nekih 70 letih tudi v našem klubu kot trener in pa jaz lahko rečem, imam ta privilegij, da sem kar nekaj let v bistvu pod njegovim vodstvom tako v klubu kot v reprezentanci tudi igral. No, evo, potem pa tudi vaš klub se lahko pohvali z bogato tradicijo, saj njegovi začetki segajo še v leta, ko se je odbojka igrala na prostem. Ja, res je. Nekje zabeležen imamo tam od leta 1953. Se je odbojka začela v Črnučah igrati tam na zunanjih odbojkarskih igriščih, tam, kjer so zdaj beach volley igrišča in dvorana za beach volley. Potem se je s časoma selil ta zadeva v dvorano osnovne šole Maksa Pačarja, kasneje v novo dvorano Maksa Pačarja, pa je tudi ta zadeva postala nekako premajhna in ni bila več v bistvu primerna. Potem se je klub selil po celi Ljubljani, dokler njene 3 leta nazaj zgrajena nova dvorana v Črnučah, kjer pa zdaj pač imamo bazo in vse te aktivnosti izvajamo tam. Tako, in se tudi malce lažje vse skupaj organizira in igra, ker je več prostora, ne? Tako kot za vse klube, tudi za vašega velja, da je imel vzpone in padce, pa bi recimo lahko rekli, da se je za zdaj že, mislim, da je že sam Črnuče že nekaj let v vzponu? Ja, v bistvu vsekakor. Mi zdaj že sigurno smo, bom rekel, od leta 2006, ko sem jaz zraven, vse skozi smo v nekem rasti in v bistvu imamo zmer večjo število igralcev, članov kluba in tudi tekmovalni rezultati pač sledijo temu, tako da smo zelo uspešni in prepoznavni predvsem svojo odbojkarsko šolo ACH Zmajček. V članski kategoriji pa tudi se držimo, bom rekel, nekih prvoligaških konkurence. Vse to, prva B liga je super, mislim, se da. Ja, zdaj 3 leta smo igrali tudi v prvi A ligi. Jasno pa mi delamo predvsem z mladimi igralci, v bistvu poprečna starost naše ekipe je tam cirka 20-21 let, tako da potem, ko prerastejo naše okolje, jih pač damo v druge klube oziroma v ACH Volju, s katerim sodelujemo. Super, super. Pa recimo, kdaj so bila pa najtežja leta? Mogoče bi rekel, takoj po osamosvojitvi, takrat se je pač tudi struktura se je spremenila, tam smo bili še pod Partizanom Črnuče. Takrat je malo vse zamrlo in takrat, če ne bi bilo res par entuzijastov, ki so bili takrat praktično komaj polnoletni, da so ta klub še držali nad nivojem, bi vse skupaj verjetno se ne bi tako končali, kot se je. Takrat so bile najtežje, potem smo se pa počasi začeli v bistvu konsolidirali in počasi v bistvu začeli z rastom, bom rekel, in sponom črnuške odbojke. Čudovito, se je pol dal iz tistih težkih časov priti ven, ne? Tako je, veliko entuzijazma, voluntarizma, tako kot še zdaj klub deluje in to je to. In recimo, tudi če ste imeli težave v članski selekciji, ste v mlajših vedno dobro delali, kakor ste tudi sami povedali, in tudi tekmovalni uspehi niso, kako bi rekla, izostali. Ne, mi v bistvu klub,
kot sem rekel, že od leta 1953 obstaja. V novejših časih, bom rekel, pred razpadom Jugoslavije, v bistvu bivše države, smo bili že zelo prepoznavni, smo dosegali že v Sloveniji in v Jugoslaviji lepe uspehe v tem tekmovalnem, v mlajših kategorijah. Potem, kot rečeno, je vse malo zamrlo, vendar spet se je od leta, bom rekel, tam 95, 96 naprej se je začel ta vzpon in vsekakor imamo kar nekaj naslovov v različnih kategorijah mlajših selekcij in pa tudi v odbojki na mivki. Tako da smo zelo prepoznavni, predvsem prepoznavni v odbojkarski sferi v delu z mladimi. Pa recimo, da te lahko mogoče kakšno, kako bi rekla, priporočilo, pa kakšen nasvet, kako ohranjati, mislim, mlade selekcije, da so dobre. Recimo, kje je največji poudarek, na čemu največ delate? Največji poudarek je v tem, da imamo kvalitetne trenerje, se pravi, ki znajo, ko začnemo z mladimi delati, ker vstop v odbojko ni tako enostavno za te mlade otroke, ker nekje v 4., 5. razredu začenjajo in podajanje v bistvu je kar zahtevno, žoga je skozi na tleh, se pravi, treba prilagoditi malo to vadbo, treba je odbojko narediti zanimivo, ampak po nekih 2-3 mesecih otroci že začnejo igrati in začnejo tudi uživati že v sami igri. Tako da ta preskok v bistvu, kako sploh navdušiti otroka za šport kot prvo, kot drugo za odbojko, potem pa delo. Ja, sigurno. Se tudi sama spomnim, kako je bilo, ko smo začeli. Jaz sem sicer začela v 1. razredu in je kar bilo nekaj časa, da smo vzljubili ta šport na tak način, da je v bistvu res prijetno in da je igra in da ni nekih frustracij, ker ti ne gre zgornji odboj. Zato pa imamo potem dobre trenerje. Žoga ne gre tja, kamor hočeš, v začetku. Ja, glava hoče, telo pa še ne dela z njo skupaj. Ampak ja, in prav dobro delo z mladimi ni ostalo neopaženo, saj ste pred 9 leti podpisali sodelovanje z odbojkarskim klubom ACH, kot ste tudi prej povedali, pa recimo, kako poteka to sodelovanje? Ja, res je. Mislim, da je 2011, 9 let nazaj, je ACH Volej prišel z Bleda v Ljubljano. Oni so dejansko profesionalna ekipa, ki ima prvo ekipo in ima strukturo, bom rekel, in ima tudi najvišje, bom rekel, cilje v Sloveniji, tekmovalne cilje in pa sodeluje že dolga leta tudi v Ligi prvakov. In ko so prišli v Ljubljano, so nekako prepoznali naše delo. Mi smo imeli že takrat razvito tudi odbojkarsko šolo Zmajček, takrat še. Smo delovali na veliko osnovnih šolah, imeli smo veliko bazo in hitro je prišla beseda na to in mislim, da smo to sodelovanje smo hitro prišli do tega, da bi bilo fajn, da sodelujemo. Zato je zdaj nastala odbojkarska šola ACH Zmajček, smo dodali. Naši otroci vsi recimo v oranžnih dresih, v prepoznavnih barvah ACH Volja. Ta brand, ki obstaja v slovenski odbojki ACH Volji, bom rekel, mi uporabljamo. V bistvu s tem tudi veliko otrok se, bom rekel, navdušuje, tudi zaradi tega prihaja. V tujino hodimo tudi s tem imenjem, bom rekel, na razne mednarodne turnirje. Hkrati pa ima ACH Volje neko šolo odbojke odzad, s katerega se kalijo mladi fantje, ki sicer je to sito zelo ozko, vendar kar že nekaj naših fantov je šlo zdaj v ACH Volji, kjer igrajo. Super. In da pa ta najmlajši pa še zmeraj sodelujo na vsaki domači tekmi ACH Volji, pri pobiranju žog, brisanju podov in jasno, skupaj prirejamo mogoče še to razne dogodke, se udeležujemo nekih dobrodelnih zadev. Tako da je kar pestro to sodelovanje med nami. Sigurno. In na koncu je praktično, bom rekel, win-win situacija za oba kluba. Ja, sigurno. Se tudi recimo to, kot ste že povedali, da potem te, kako bi rekla, domači fantje grejo tudi naprej v domač klub, da ni vse iz tujine, ampak da se ohranja to, da spodbujamo mlade. Kako se vam pa recimo zdi pomemben, da hodijo te mlajše generacije tekme gledati? Ja, zelo pomembno, ker s tem se poistovetijo. Mi poskušamo v bistvu v Črnučah že, bom rekel, tudi ta ACH Volji, čeprav to sta dva različne kluba,
vendar imamo zelo trdno vez med sabo sodelovanja in poskušamo, bom rekel, že našim fantom nekako v zavest, da je to pač nekako ista neka stopnička, še višja stopnica od nas, od našega kluba. In to je zelo pomembno. S tem vidijo fantje nek kaj lahko dosežejo, neke cilje, hkrati se družijo s temi, kot sem prej rekel, imamo neke družabne dogodke, na katerih igralci ACH volijo in naši sodelujejo, igrajo skupaj in to jim veliko pomeni, dobijo kakšen dres od njih, podpisano žoge in take zadeve in to je sigurno zelo veliko. Ja, vse tako, tudi mi smo vedno imeli kot obveznost, da hodimo, ampak nam nikoli ni bila to obveznost, nam je bilo vedno pač super iti gledati tako moške kot ženske ekipe. Ampak recimo, katera starost je najbolj primerna za začetek igranja odbojke? Ja, to je dosti odvisno od same, bom rekel, zrelosti fantov, ne? Ampak načelno mi opisujemo tam nekje 4., 5. razred, tam nekje, da se otroci začnejo spoznavajo, to še ni prava, tista prava odbojka, ampak je to neko igranje, metanje žoge in tako naprej. Sčasoma pa, tako kot sem že prej rekel, po 1-3 mesecih pa že osvojijo to znanja, da lahko že med sabo igrajo. Začnejo uživati dejansko tudi v sami igri. Ja, pa mogoče recimo za ljudi, ki ne poznajo samih treningov odbojke, s čim se začne? Se pravi, rekli ste sama igra, ampak recimo kaj to predstavlja? Da se igrajo bolj med dvema ognjema, pa take zadeve, ali tudi že spoznajo osnovne elemente odbojke? Ne, v osnovi spoznavajo osnovne elemente v odbojki. To je osnova? Tako. Polih pa s tem, da niso ti elementi v prvi fazi niso med sabo povezani, se pravi, se učijo drugega in spet se mora to naučiti na tak način, da ne postane dolgočasno, monotono in tako naprej. Potem pa zvežeš to zadevo nekako v neko igro. Tako ja, potem pa naprej. Pa recimo, isto mi imamo, se pravi, različne, kako bi rekla, pozicije pri odbojki, od podajačev, blokerjev, spremavcev. In kdaj recimo pri vas definirate, kam gre kdo, pri katerih letih? Čim kasneje. A ne? Čim kasneje, ker mi prav zato, bom rekel, učimo otroke vse, tako da znajo in podajati, in napadati, in sprejemati, in blokirati. Bom rekel, v nekih mladinskih kategorijah se pa že začne neka specializacija, bom rekel, na neko določeno mesto. Pa še tam se, bom rekel, so neka, ko ne rečem, tako ja, pa se mogoče malo spreminja, kakorkoli, ampak tam je pa že malo definiran, kdo je podajač, kdo je recimo libero in tako naprej. Kdo je libero, ja. Tam pa je že, ja. Ja, kje pa in kolikokrat na teden pa potekajo treningi odbojkarske šole ACH Zmajček in kdaj so tisti, ki bi jo radi obiskali, recimo kdaj se lahko vpišejo? Ja, zdaj pri nas treningi potekajo zdaj praktično vse v novi dvorani v Črnučah, tako da smo tam. Treningi različno potekajo od enkrat na teden, pa za te najmlajše govorim, od enkrat na teden do ta boljši, bom rekel, tudi že 3-krat na teden, tam 6. razred trenira. Smo pa prisotni na vseh teh socialnih omrežjih, na Instagramu, Facebook, če vpišete na portal Oka Črnuče, vam bo ven vrgel. In med drugim imajo tudi spletno stran, na kateri je pač zavihak odbojkarsko šola ACH Zmajček, kjer kliknejo koordinatorje odbojkarske šole, to je pač Andrej Jerič pri nas, ki tudi že vsa leta v tem klubu je nek steber tega kluba. In on vam bo, tam je tudi njegova telefonska številka in on bo že tega fanta usmeril do pravega trenerja in tako, da bomo poskrbeli za njih. Tukaj spletna stran je tista. Sigurno, recimo, da so kakšne omejitve, do kdaj se lahko vpisujejo? Pač se začne se sezona s septembrom. Ja, začne se sezona običajno tam septembra, vendar ni omejitev. Sprejemamo otroke čez celo leto, starši naj sam kliknejo v bistvu oziroma pokličejo in bomo že nekam jih usmerili. Tako, tudi recimo, če so tudi res sami začetniki, da ne znajo popolnoma nič odbojke, imajo na voljo, da se vpišejo, ni potrebno nobeno predznanje, ne? Nobenega predznanja, samo veliko volje. Tako, odlično. In recimo v uvodu ste omenili, da imate v klubu, oziroma sem jaz omenila, da imate okoli 150 registriranih igralcev v vseh starostnih kategorijah, nimate pa načeloma dekliških ekip, ne? Ja. A to je namerno?
Zdaj, kar se deklet tiče, je tako, ne, kljub, kot rečeno, še v tistih stari podobi, recimo, je imel tudi dekliško, so bile in punce in fantje na Črnučah, ne. Potem, ko je to šlo, bom rekel, zelo blizu tega, da se bo nehala z odbojko v Črnučah, takrat so se pač vzdrževali še, bom rekel, moško odbojko, se je vzdrževali. In potem smo, glede na to, da smo vsi v klubu, v organizaciji smo volonterji, entuzijasti, ne, ki imajo vsak svoje službe, ne, tako da se in že s tem fantovskim delom je toliko dela, da enostavno nimamo časa niti energije, da bi še punce. Po drugi strani je pa ženskih klubov v Ljubljani je kar nekaj, 5 klubov, kjer se lahko punce dobijo. Je pa res, da smo mi 5 let nazaj, predvsem na iniciativo staršev naših fantov, ki so hodili, so rekli, za sestrce naše pa tudi njim, oziroma hčerke, sestrce teh fantov pa nimate. In smo potem 2-3 leta tudi imeli 5 let nazaj žensko odbojko, če lahko temu rečem, to je bilo 4. do 6. razred punčke. In smo jih imeli, potem smo jih pa dajali v te, naprej v klube, te ženske klube, ampak potem smo rekli, enostavno ni šlo. V časovnem, organizacijskem, tudi terminov je malo in tako naprej, tako da smo se dejansko fokusirali na fante. Ja, se razumem. Pa recimo, glede na to, da je 150 registriranih igralcev kar veliko število, me zanima, če je tudi, tudi zahteva potem veliko število trenerjev. Recimo, koliko jih imate v klubu? Ja, ogromno, ne. Trenutno imamo 10 trenerjev v klubu, s tem, da 2 od njih sta dejansko skrbita samo za fizično pripravo športnikov, ker mi že nekje fante pri 17 letih začnemo, bom rekel, učiti, ne zdaj začnemo učiti, kako se dela tudi z lastno težo, počnejo v bistvu. V članski ekipi pa jasno izvajajo tudi že tako, ko vse ekipe, fitnese in tam imamo posebej. Poleg tega pa imamo še zmeram enega, 2, bom rekel, študenta fakultete za šport, ki pomagate, po potrebi pomagate še tem trenerjem, ne. Otrok je, tako kot ste rekli, veliko, imamo 10 ekip, ki redno tekmujejo v vseh tekmovanjih, tako da je kar. Je kar veliko. No, velika pridobitev za vaš klub pa je, se pravi, v bistvu ne samo za vaš klub, tudi za celotno ljubljansko odbojko je zagotovo ta prenovljena večnamenska dvorana Maksa Pečarja, kjer tudi ste povedali, da trenirate in igrate. Pa me zanima, koliko so se z njo za vas izboljšali pogoji dela? Z besedami je skoraj nemogoče opisati, ne. Kako je bilo prej, ko smo bili razpršeni, ne vem, v 6-7 telovadnicah, ko so trenerji žoge iz ene telovadnice v drugo nosili in tako naprej, opremo, rekvizite, vse te zadeve. Tako da zdaj je definitivno zadnja 3 leta dosti boljše, lažje vse to delati in res, hvala Mestne občine Ljubljana, da se je v ta projekt spustila in v bistvu dejansko brez Mestne občine Ljubljane, tako v smislu zagotavljanja prostorov za telovadnic kot financiranja, v bistvu ne bi šlo. Ne bi šlo, ne. Drugače pa je tudi v vašem klubu so odbojko začeli igrati številni odlični odbojkarji. Pa me zanima, na kateri ste recimo najbolj ponosni. Se to je težko reči, ne, ampak ker jih je veliko. V teh letih od leta 1953 je ogromno, ne, bilo teh dejansko teh oseb, ki so oziroma naših članov. Verjetno javnost zdaj najbolj pozna, bom rekel, 2, recimo Janko Zamernik je en od fantov, ki je od mladih not se začel pri, ne vem, isto 4., 5. razred, do mogoče Diko Purič, ki je isto reprezentant v bistvu. Te 2 sta zdaj najbolj aktualna, bom rekel. Drugače pa veliko nekih, recimo tudi Andrej Flajs je eno sezono. Ravno hotela reči, ja. Tako da, ja, nekaj teh fantov. V zadnjih letih je torej nekako neka naravna pot, da gredo najboljši igralci v ACH Voli, ne? Ja. Res je, v bistvu, mi že od, tako kot sem rekel, 2011 sodelujemo z ACH Voljem, sicer sito to, da pridejo naši fantje do tja, je zelo ozko, ne, se pravi, ampak
tako je, da enostavno kar nekaj fantov je pa že šlo. Ne? In v zadnjem času, recimo, lahko povem spet 3 nova imena, ki so bili se pravi Filip Rutar, Martin Valenčič, Žiga Kumar, to so spet fantje, ki so na vratih ali so že v ACH Vojin z našega kluba, ki so od nas, od 3. razreda, 4. razreda osnovne šole, pri nas pa so zdaj na vratih oziroma že igrajo za ACH Vojin. Odlično, odlično. No, evo pa za konec se moramo dotakniti tudi vaše članske ekipe, ki v letošnji sezoni, ko smo že povedali na začetku, igra v prvi B ligi. Pa po lanski sezoni vas je pač zapustila večino igralcev prve postave, jedro ekipe pa sestavljajo igralci iz vaše črnuške odbojkarske šole. Pa me zanima, kakšni so vaši tekmovalni cilji recimo za letošnjo sezono? Ja, v bistvu res je, ne. Lansko leto je bilo malo bolj stresno glede tega virusa in vseh teh zadev. Smo se tudi mi odločili mogoče pol koraka nazaj stopiti v bistvu v klubu. Vsi ta najboljši, to, kar ste rekli, v bistvu 2 igralca sta šla v ACH Vojin, eden šel v Kamnik. Se pravi, ker konec koncev mi spet imamo pritisk od spodaj, od mladih fantov. Vsako leto moramo sprostiti neke 2-3 mesta za mlade fante, ki prihajajo v prvo ekipo. Tekmovalni cilji so pa tako, kot vsako leto, ne. Se pravi, predvsem je kle cilj, da igralci, fantje napredujejo. Trenutno pa, glede na to, da smo v prvi B ligi, smo brez poraza po 4 kolih na prvem mestu, tako da tekmovalni cilj je zmagati to ligo, ker prve 2 uvrščena kluba v prvi B ligi se bosta v dodatnih, bom rekel, nekih razigravanju priključila tudi prvi A ligi, kjer bojo se, bom rekel, v tistih zaključnih tekmah odločili za naslov državnega prvaka. Tako da ja, najvišji so zmeraj pri nas cilji. To je to. Super. Hvala, gospod Kumar, za vaš čas. Hvala, ker ste nas obiskali v našem studiu. Jaz res vam želim čim več odbojkarskih uspehov in upam, da se bo tudi čim več mladih navdušilo nad ta prelep šport. Hvala za povabilo. Hvala.